Živijo, Jaka. Živijo. Danes, ko sem malo razmišljal, kaj je govorila, sem se spomnil, ker sva se prvič srečala, si mi pokazal eno fotko, en tak skalnat lok je bil, tisti pa tako visel neki spod z eno nogo pa eno roko zataknen. Sem vprašal, kaj je to? Pa si rekel, tukaj pa počivam. Ja. Tako nekako nisem znal te slike s počitkom povezati. Ja, pa je, kaj ne rečem, to je dry tooling, slovensko radijarjenje, plezanje s cepini pa derezami. Zakaj to delamo? Za trening za let, ker pač v alpinizmu, jaz sem alpinist in v alpinizmu moraš drugače se pripraviti za tiste 3 tedne, če še 3 tedne sploh ledu, ki ga ni več. Ja. Zdaj, že 2 zime je bilo groza. En trening je tako, da si ali umetne stene narediš, a greš v skalo in treniraš cepine, da dobiš moč v rokah za tiste dneve, ki je led, da lahko slapove plezamo. In ja, ampak to je šlo toliko daleč iz teh treningov, da se je razvil kar v tekmovanja. In so veliko evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo, slovensko prvenstvo. Iz lednega plezanja ali iz tega? Iz lednega plezanja se je razvil to, se pravi trening dry tooling, ampak ker ledu ni za ta tekmovanja toliko več, ne, je to zdaj vse na skali ali pa na umetnih stenah. In tista slika, ki si ti videl, je bila tekma v Srbiji. Smo imeli en ta... To je bila tekma? Ja, to je bila tekma SHS, Slovenija, Hrvaška, Srbija, pokala. Aha. In jaz sem se udeleževal dosti teh tekem, no. Zdaj nič več, ampak prej pa kar dosti. In kad ti v stropu plezaš, je to zelo naporni gibi, no, pa v bistvu vse na rokah, več ali manj. In če pa zatakneš nogo za roko, se pa zakleneš sam sebe, telo pa mišico in takrat ti lahko malo počivaš, pa roke otresaš. Eno, menaš roke, menaš skozi in počivaš. Čakaj, kaj si že rekel, da se to imenuje štirka? Štirkanje, štirke, devetke, to so figure, plezalne figure, to so čist prispodoba za figuro. Narediš gib, no, v bistvu. Mislim, no, zame, ki se še težko tako na rokah držim, je to čisto nepojemljivo, da bi nekdo lahko v tem položaju kar počival. Ja, to je edina opcija, no, da tako lahko malo roke počiješ. Kar naporna nas zadeva, no, precej. Kako zajadral ta plezanje pravzaprav? Jaz sem se že, kot tam srednja, že v bistvu v osnovni šoli sem se z lokostrelstvom precej ukvarjal, pa sem to opustil. Z lokostrelstvom? Ja. Okay. Pol so bili športi, odbojka seveda, Kamnika, ne, smo bili v klubu. Pol sem pa začel precej voziti kolo, gorsko. Pol je šlo to v downhill, seveda je zmeraj več, ne, več adrenalina. Pol sem pa jaz iz tem malo, v bistvu downhill sem vozil, ampak pol je šlo pa kako do plezanja prišlo, v bistvu poškodba moja, ki sem se nekaj poškodoval pri delu in sem se nekaj hrbet polomil. Po tistem, po rehabilitaciji tega sem pa začel hribe dosti hoditi. No, in te hribi so bili prenizki. Vsak mesec so prenizki ratvali, sami za hojo. No. Potem so se začele farate, po faratah hoditi. Potem sem šel pa v alpinistično šolo. No. Aha, se pravi, polomil si hrbet, nekar si šel v alpinizem. Tako, v hribe pa pol s časoma v alpinizem, ja. Počas. Vse je premalo ratal, pol gremo pa alpinizem pa plezati začeti. Sej. Iz tega ven gre, se jo pa smeri ledno plezanje, skalno plezanje, turno smučanje in vse to. Z vsem tem sem se ukvarjal zdaj. Vsem? Ja, ravno to sem hotel vprašati, ker zdaj vem, koliko je tega. To imaš v dvoranah, pa že dvorana ni isto, lahko je stena, lahko je kao te balvani, lahko je vse živo. In kaj, si prav dejansko vse živo počel in gojiš, ali je to? Vse živo, vse v bistvu alpinizem je zelo zanimiva zadeva, ker vsak leten čas ima eno svojo vejo tega alpinizma, ki lahko
se lahko ukvarjaš takrat. Rečemo, spomlad je največ, spomlad, če začnemo, je skalnega plezanja, pa polet so višjih hribi se pleza, jesen se pripravlja že malo na led in to dry tooling, se pravi to, kar sem pol tekmoval. Zima se led pleza, smuča turno, pa do spomladi. To ne spada k alpinizmu. Spada. Ja. V tvojem svetu spada. V mojem svetu turno smučanje ne spada v alpinizem. Tudi spada. Nič ne spada. Jaz sem dal veto mojemu vodiču, da čim so dereze pa cemin v igri, boš naenkrat skupaj. Ne boš. Na dereze pa cemin sigurno ne boš. Z veseljem pa tle gor. Tako, kakšno lažjo, kamorkoli. Ja, mislim, da treba iz glavo delati. Do 1000 še nekaj potegnem, ampak je že to kar kriza. Jaz mislim, da tle je zelo glava. No, moje idealne so 600 do 900. A višincev ali nadmorske? Mislim, na Norveškem je to isto. Na Norveškem je to isto. Ja, pa Islandija tudi. Zdaj sem gledal, ko objavlja take krasne fotke spet Grega, zdaj so na Islandiji. Imajo krasen sneg, kot kaže. Sem rekel, zakaj to ne prenošnjam, pa je rekel, 2025 obljubam. Sem rekel, no, evo, tukaj ga čakam. No, to imam jaz tudi, moram jaz tudi obklukati to Norveško. Meni bi bilo pa zanimivo, kakšno lepo smer splezati, seveda s cepini, smuče na hrbtniku, pa gas do morja. To pomeni tako, kar zadeva. Kaj bi te pasale? Kaj bila najboljša, je turnega smučanja. To si jaz sploh ne predstavljam. Če imam idealne pogoje, si tam gor, včasih težko smučke zaprem, pa da puni pini primejo kamoli, da bi na neki strmini. Pa dobro, se boš itak splezati na vrh, pa prideš pa zapneš, ne? Zamenjaš upremo. Že sem ta vrh je včasih. Ja. Že tle, kada se na Norveškem gonil, so bili eni vrhovi zame tako majhni, da... Ja, previden moraš biti. Kaj? Previden moraš biti, tako kot prsi. No, sej previden sem. Še tiskrat zgleda, da je vrha ga nekaj, v bistvu pol opast. Ja, to smo imeli, na tak primer smo imeli sicer ne turnega smučanja, ampak na eni odpravi. V Peruju smo na vrh tega skoraj 6000 prišli in je bil ta zadnji štanc, se pravi ta zadnja uro vališe, je bil tako, da smo mogli z eno nogo v eno dolino, je binglala, druge pa v drugo. Okobal? V bistvu je bilo pol metra, pa še toliko ni bilo, je bil vrh. A, res? Ja. Kaj, kako se je imenoval ta vrh? Alpa Majo. Kje je to? To je pa Peru. Okay. V Andih. In to je eden najlepših vrhov, je bil proglašen na svetu. To je 5960 tam nek višina, skoraj 6. Pa kar plezarija, dobro. Mislim, to je pa pol čisto resen alpinizem. Ja, to je pa čisto resen. Koliko časa pa traja taka odprava? Mi smo imeli slab mesec, no. 25 dni, 26 dni smo bili sami dol, ne. Ja. In moraš biti priden, seveda, ti moraš biti aklimatizirati se, moraš valjda, te prvi začneš čist. Spiš, glavni mesec spiš že na 3000, prideš gor, je že tam malo prvo noč. Ja. Pol pa počas. Pol so pa bolj lahki hribi, tam 4,5 sprehod dol. Vse to so jezerca, to so pešpoti do gor. Pol pa 5000, 5,5, pa se vrača to dolino, ne, da se aklimatiziraš, pa da si pripravljen za zadnjo akcijo. Ki je pa plezarija na teh 6 ur. To se mi smešen sliši, ker si rekel, da začneš pri 3000. Ja. Ker sem bil v Peruju, ker sem šel na 3000, sem se aklimatiziral v ekipi, ki je bila pol tega ali nekaj tasga vmes. Da sem se že aklimatiziral za 3000. Ne, mi smo kar iz letališča iz Lime direkt v Aras na 3000. Ja, bolimo glava. Ja. Čeprav mene v Peruju ni, ker smo pa tam v bistvu v Indiji, tam lepa tam gor, ker smo pa tam se vozili prek nekih prelazov, ki je bilo 5000, tam pa to, ki mi je pa tam glavo razpeto, pa še nisem doživel. Prehiter verjetno. Pa niti ne, smo se cjakali tam iz Delhija, 3 dni je potrajala, pa še sva se vmes ustavila za en dan. Ja. Ampak očitno nisem je za take višine. Ja, ta višina, kot smo malo brali te zadeve, je itak
Da lahko si pripravljen vrhunsko, lahko 10-krat ni nič, 11-tič te pa lahko zbije. Ja. Ni neke logike čisto. A si kdaj s kisikom plezal? Ne. To pa ne. Sem mislim, da je do njih 7000 ne rabiš. Ne rabiš, ne. Pa tudi če je čist. Čak, včeraj sem se z enim pogovarjal o tem jadralnem padalstvu. Točno, z Frankom, moj luksemburški naročnik, ki je zdaj začel na stara leta, je še starejši kot jaz. Se je s tem začel ukvarjati, no, ampak tudi, da je slišal, da je eno. Najprej smo se govorili, da v zraku se ti nič ne more zgoditi, da zmer so tla tista, ki so kritična. Ne. Pa smo pogotovili, da v bistvu ni res. Ne. Tam pri jadralnem padalstvu te lahko tudi v oblak potegne. V oblak potegne, ne. In potem je rekel, da je bral, da je eno potegnil, ampak jaz sem skoraj prepričan, da se je zmotil. On je rekel, da je potegnil na 17 000 metrov, pa da je preživela, ki je dol prišla. To 17, mislim, ajde 7000. Malo mrzna biti. Ja, mislim, ker to je, koliko je to? To je, ker leti z avionom na 10, imaš ti -50. -50, ja. 17 je pa, tam pa živiš, da je zemlja kriva, že rov vesolja. Ja. Ne vem, kje. Ja. A si bil pa še nekaj odpravi? Ne. To je to. Bila je pol, v Rusijo smo hoteli nekaj jeti, ampak korona vmes prišla. A je bilo to, ko smo se mi spoznali, ko smo začeli, si imel en zelo točen terminski plan. Tak, to takrat mora biti fertik, pa grem pa jaz na odpravo. A to je bila ta Rusija? To je bila ta Rusija, pa je korona sreč, smo zavarovane karte, ko da je bilo vse, smo povrnen dobili. Ampak ja, smo kar trenirali takrat. No. Aha, kam pa ste mislili iti v Rusijo? Zgravo bi šlo. Ja. Elbrus. Elbrus. Se kup. Ja. Koliko je to? Elbrus je koliko? 5,5? Ja. No, ne vem. Ja. Jaz celo slišal sem že za ta vrh, ne vem pa sploh nekje je, niti koliko tudi podrazno se mi že saj. Pa se je to en kopast vrh, čistko, turno-smučarski, a veš, to smo mislili smučati, ne? A ja, smučati, Ja. ne? Alpinistično? Ne, smučati. Aha, takrat si rekel, da bi bila to alpinistična, pa ni bilo to, pa spane nekaj drugega. A pa ni bil Elbrus? Ne. Takrat Ja. si rekel, da greš na alpinistično odpravo. Pol je bil pa Satopan, to je bila pa tudi ena varianta. Možno, ampak takrat sem prepričan, da si... Če ni bilo to, kakšen let sva zamešala. A je bilo prav takrat smo začeli Ti jih to? imaš mogoče več, jaz pa to nisem. Ko smo se mi srečali, si ti rekel takole, tak, do takrat fertik, da grem jaz na alpinistično odpravo. Ja, pol je bil pa to Satopan, ja, to je bila tudi ena ideja Indije, no. To je bilo pa še tako, nismo imeli nič rezerviran še, nič, ampak pogovarjali pa smo se v Indiji, pa 7000 čakal. No, to je pa pol... Ja, tudi je resna zadeva zelo. Ampak pol je tudi to v vodo padalo, takrat tisti cajti. Ja, tisti je. Pride še čas mogoče za to. Nismo še obupali s tem alpinizmom. Treniraš? Treniram. Skozi? Plezanje ne toliko, pa kakor kolono. Aha. Več ali manj sem na koles, pozim smučanje, Ja. plezanje, če kaj snega, če kaj leda. To je pa to. Jaz sem pa ledu pa letos, je bil Ne. mogoče dan, dva, kolikor sem videl tam Koflerjev objavi. Ja, nič varnega. Nič ne. Ne. Sam pri ledu tako, takrat kaj moraš iti, pustiti vse pa iti. Tega Ja, ja. ne, zdaj. Kole malo poslušaš starejše alpiniste, to so imeli po 3 mesece, so imeli včasih ledov za plezati, tako da Ja. pa... Čeprav let se mi zdi riski pišu, ker to se ti pa zmer lahko odškrkne. Moraš kar malo spremljati temperaturo. No. Temperatura je zelo pomembna. Preveč mraz tudi ni dober, premalo mraz ni dober. Te vetrovi po dolini, kako pihajo, moraš kar biti pozoren na to. No. To si, ampak to imaš tudi drugo opremo, za vlet so drugi vijaki? Ali... Ne, to so ledni vijaki, Za led pač jih na toliko metrov zavrtaš noter in to varovanje si narediš in to je kar naj bi bilo varno. Padel še nisem na ta vijak, pa tudi nimam želje. To si Čeprav predstavljam. naj bi držal. Ja. Ja, moraš pa, je pa fajn za glavo, če že drugega ne, da jih malo navrtaš noter. Kako za glavo? Za glavo prevezati je fajn te vijaki, da jih čim več. Psihično zelo pomaga, no, da kakšnega več uvrtaš. No, ker to, zdaj mi tam malo sem pa tja kaže video od enih
ki plezajo pa brez varovanja, nek Honda. Ja, Honda Pa še športni eden. plezalec. Alex Honnold, Tako, te dva mi kaže. To je pa me preveč vtip. To se mi zdi pa- meni tudi. Mislim, to se mi zdi pa bolj za rusko ruleto igraš. Ker lahko sicer nekdo reče, da je še toliko premislil, pa še toliko, ampak to je pa samo ena napaka na Ja. plezariji, ki traja ure in Ja, pa niti ni treba, da je napaka. Samo se- odškrkne se mu lahko. Ga lahko ptič prestraši ali pa neki tasga, ali pa ne vem, Ja, kača ptič. ja. Tako da ne vem, to pa jaz se to ne strinjam, ne Kaj? mislim. Pa vsak Ja, ima ja. svoje. Mislim, to se mi zdi Ultimate res cilje. divje. Okay, no, to sem te hotel vprašati, če ti kdaj kakšna taka zadeva na misli Ne. prišla. Ne. Pametno. Zmer manj hodijo tako ekstremni zadeve, odkar imam otroka, je zmer manj tega. Ja, to te pa razumem. Ja. Ampak je res tako, no, to včasih smo se malo smejali, ko so eni govorili to, ampak je res to, te enostavno te bolj. Ja, Pa tudi za en mesec od doma, dva je kar težko iti. ja, ne, otrok prinese svoje, Čisto. to je čist druga dinamika. Ko sem jaz nehal s tem jadranjem padalstvom, sem rekel, da to pač. Vse smo šli zmer na varno, pa vse to, ampak mislim, lahko se pa zgodi kaj. No. Ja, sej zato smo pa zdaj bolj na koles, pa na smučeh. A si kdaj Janjo kaj pripričal, da je šla kaj tazga? Je probala, ne dvakrat A so res? šla provat plezati, pa jo je kar malo strahno. No. Čeprav vse je varno, čistko vrtec, se pravi plezališče. Kaj pa za kakšno začetnike. ferato ali to? To smo pa hodila, ja, to jo ni bilo strah, to je bilo kar v redu, veliko smo po hribih hodila, v faratah tudi. Ampak tako, sam plezanje športno jo pa nekaj nisem mogel navdušiti. Kaj pa njo navdušuje? Ja, ona rada laufa, tek, smuča rada tudi. Tako da, pa hribe hodva skupno. tako da. Ja, no, prav, ja, sem se spraševal, da v bistvu o njej pa kaj dosti nisem vedel o tem, s katerimi temi športi se ukvarjajo, pa definitivno z nečem se, ne, kaj je tako slim. Ja, ona kar v bistvu skoraj vsak večer gre peš, zdaj je to idealno, kjer smo. Imamo hribe okrog, tako da ja, se kar vzame uro pa pol. Uro pa pol pa gre. No, zdaj, Kar je prav, ne. Ja, itak. Zdaj, ko so omenili, imate hribe okoli, viš, to sem te hotel vprašati. Vidno imate res lepo parcelo, ne? Kako sta prišla do nje pravzaprav? Ojoj. Ojoj, ne. Ojoj. Ja, vse se nam ni nikamor mudil, vse v kamak so bilo stanovanje. Vem, to vem. Pa so rekla, da je otrok že toliko star, da je fajn, ne, da se Ja. nek v naravi igra. In smo začeli iskati, čist, jaz sem Google Maps odprl, pa krog si naredil radi okrog Kamnika, tam 10 minut, da bilo vožnje, ki je prav ekstremno v hribe ne bi šla. Mislim, jaz bi šel še višje, ampak ne. Ja, okej. Pa so gledala te paloče, županinive tunce, ta pač radi okrog Kamnika, da je malo višji, na višji točki, malo razgledati, da smo bolj na samem, mislim, kakor se ne čist, ampak tako malo Ja. ven iz naselij čist. Pa sem pa jaz kar mal pisal odprl, parcele najdel, zemljiško knjigo, pa začel kar mal številke iskati pa klicati, a reče, kdo je prodal kakšna parcela, ki sem videl, da je zazidljiva. Pa. Aha. No, pa to mi neki ni ratval. A ne? Ne. Ker ravno sem hotel reči, to je pa super, da si povedal, da si se na ta način lotil, ker doskrat ljudje tako, ja, pa se nič ne prodaja, pa to sem ravno hotel reči, evo, zdaj pa vejo, kličeš. kako. Ja, To se mi zdi najbolj simpel. ja. Ampak, mislim, vse bloke, ampak ne zanimive. No. Pol pa prijateljem sem razložil, da mu iščem, on tretji in enkrat en kolega kliče, a se še zanimaš za parcelo, sem rekel, ja, valjda, ne, se išče vas in mudi se nam, ne. No, prav, pa reče moj tast, en večjih kmetov v tej okolici županih njiv in ima nekaj za prodati, ne. No, jaz se dobim z njim, gre pogledati, mene je navdušil takoj. A te je? Čist. Ja. Pač podgozdan, to sem zmer sva želela, Ja. pa razgled, Carsko. pa da je razgled. Ja. Ja, pa so se pogovarjali, še cena je bila ugodna. Mislim, da tega zemljišča je kar nekaj.
Ja. So še dodala, Sta pol še dodala. So še bolj dodala, ker je bila lih šansa. No, to me je zanimalo, koliko je bil faktor lokacija, glede na vse te hobije, pa da imaš hribe blizu, pa da lahko, ne, zdaj ti, ki tečeš zvečer ob 6 s čelko na krvavc s turnimi, a ne, če se jaz to spravim, imam le malo vožnje, ne, ti pa tam jaz sem precej bližji. 25 minut, krvavc je kar ne. 45-50. Sam je pa druga stvar dobra. Takoj lahko štoparco prežgem, čez vhodna vrata stopim. Ker imam takoj Kamniški vrh, direkt se hrib začne. Tako da, a ja, to pa ja. Je pa za peš. Če greš tako gor, ja. Če grem peš, je pa to vrhunsko. Ne? Ja. Ali na Veliko planino, ali Kamniški vrh, ali krvavc peš, greš takoj. Z vhodnih vrat štartaš lahko. Ja. Ta trailer running pa to. Mislim, tako, glede na to, s čim se ukvarjata, kaj vam rezonira, pa še celo, kje imaš službo, ne, se mi zdi, da je to res taka teza, da bi jo ne bi mogel boljše najdeti. Edine je na minusi, ne? Minusi pa pri mojemu cestnemu kolesarstvu. Ko grem pa na dolgo turo, imam pa na koncu še zadnjih 15-20% gor. Klanca za narediti 100 višincev skoraj, ne. Ampak to je samo, da začneš vse še na koncu trening. To je pa meni tudi pri nas doma vedno motil, kadar če grem jaz tam, se spustim dol, okoli jezera Lukovškega, pa nazaj gor. Edino v teh primerih bi bil pa rajš dol, da bi šel najprej gor, pa pol dol. To je edin razlog, zakaj bi bil dol. Pa imam tako smolo, da še v Kobarid, ko imamo v Kobaridu vikend, imam isto. Se moram dol spustiti zmer, pa pol nekam. Zjutraj to smotan, valjda, ki mrzne, nazaj pa itak zmatran toliko prideš, da še ta klanc. Ampak dobro se da. Se pravi, koliko časa ste iskala po to parcelo? Ne 2 leti, po mojem. Aktivno? Aktivno, mislim, ja. Zmerno. Iščeš, sprašuješ malo. Spremljaš skozi te nepremičnine, ker ni nič na teh nepremičninah. Tam pa res. Tam pa res težko kaj najdete. Ja. So imela pa srečo pač. Kar veliko srečo, da so to. Srečo, da jo ni Miha kupil. Ja, za Miha je že gledal to. Vem. Jaz se še spomnim, ker sva nek sedela, ki mi je omenil to. Nisem bil z njim na tej parceli, mi jo je pa omenil, pa se je pa tam dol odločil. Sam to je bilo nekaj let nazaj, preden sva jo midva kupila, se je ta parcela je bila zanimiva, no? Zato, ker pač seveda je zazljiva, pa nič na njej, ampak ni bila pa infrastruktura v redu, vodovod ni bil dober, ne? In so še let pred tistem, ko sem midva vzela, so pa jih to uredili vse, in kanalizacijo, vodovod, optiko, v bistvu super. Top zrihtali. Tudi optiko imate? Ja. To jaz ne moram verjeti, kako so naši občinari tako nesposobni. Kot Kamenko v centru Kamnika, ne? Jo ni bilo. A ja? Ja ne, pa tam je bil Telekom zraven, centrala Telekoma, 20 metrov, ne? Tam se ni dal. Ne, ker včasih naletim na kakšne nočnike, ki so res bogu za nogo, ne tako, kot vidim, ampak tako čist optika, ne moreš verjeti. Torej, potegnejo tisti optičen kabel za eno hišo več kilometrov. Ja, ne vem kako. Ali pa takrat se vsa infrastruktura dela še to zraven, ne vem čisto. Ja. Ampak ja, sreča, urejeno vse.